Slovenija 1. januarja 2025 postaja polnopravna članica Evropske vesoljske agencije. To je nagrada za to, da je Slovenija uspela v zelo kratkem času zgraditi zelo perspektiven in dinamičen vesoljski sektor. Danes ga sestavlja več kot 40 dinamičnih in hitro rastočih podjetij. To so pretežno manjša podjetja, ki pa se izkazujejo iz generacije v generacijo evropskih vesoljskih programov kot izjemno perspektivna in hitro rastoča. Tudi evropski partnerji jih cenijo kot odlične razvijalce rešitev in na nekaterih področjih, recimo programi opazovanja Zemlje, je Slovenija že velesila. To je tudi naša vesoljska ambicija. Slovenija majhna na Zemlji, ampak velika v vesolju. Verjamemo, da imamo kreativni, inovativni in tehnološki potencial, da iz majhnega sektorja zrastejo nove industrije. Pomen vesolja se v Evropi in povsod po svetu naglo krepi. V vesoljske izzive vstopa cela vrsta novih igralcev iz majhnih in velikih držav. Imamo nekaj primerov, kjer je Evropa vodilna na svetu. Gotovo imamo najboljši navigacijski sistem. Evropa prednjači v celotnem polju priprave, uporabe in obdelave podatkov iz vesolja. In to so gotovo področja, kjer lahko razvijamo svoje prednosti naprej. Tudi za Slovenijo, kjer so ob opazovanju Zemlje izjemno zanimivi razvoj novih tehnologij, znanstveni program in cela vrsta tistih priložnosti, do katerih sedaj, kot pridružena članica, nismo imeli dostopa, sedaj pa se ESIna vrata v tem pogledu še širše odpirajo za vsa slovenska podjetja, razvojne inštitute in univerze. Danes, ko smo vsi soočeni z hladnim vetrom severa, slabimi novicami, ki nam pogosto jemljejo pogum, moramo razumeti, da so velike spremembe, verjetno največje v človeški zgodovini, pravzaprav tudi priložnost za majhno odprto gospodarstvo, kakršno je naše, ki nas povsod po svetu cenijo zaradi naše iznajdljivosti, inovativnosti, natančnosti in vestnosti. In tudi to so odlike, ki slovenski vesoljski sektor lahko ponesejo daleč v vesolje. Na to stavimo, iz tega sektorja želimo razviti enega novega, globalno konkurenčnega, inovativnega igralca, ki bo jasno nosil ime Slovenije ne le v svet, ampak tudi tja gor.